ostale. Da ne bom predolg, tudi jaz govoril, bi rad kar predal besedo. Danes so z nami gostje, gospod Jure Ploder, na moji desni, urolog, gospod Boris Košuta, Matej Pečovnik in pa tudi Rože Tomaž. Tako da predlagam, da predajam besedo kar tukajle. Mi imamo pa še tisto vprašanje, imamo potem kar čez vprašanja, ne? Ok, super. Takola. Samo da vidim. Ok. Doktor Tomaž Rožen je župan občine Ravne na Koroškem, pa bi ga nekako tudi vprašali, zakaj on, se pravi vi kot župan in pa tudi občina Ravne na Koroškem, podpirate takšne projekte, kot je Krog življenja? Ja, hvala, lep pozdrav vsem v imenu občine Ravne na Koroškem. Dobrodošli v mestni hiši na Ravnah. Osnovno vprašanje, zakaj podpiramo, zato ker je seveda tudi skrb lokalne skupnosti, zdravje naših prebivalcev oziroma javno zdravje in zagotovo te akcije, ki ozaveščajo naše ljudi o boleznih, torej v tem današnjem primeru seveda o rakavih boleznih oziroma poudarek, mislim, da je letos na raku prostate, so pri nas dobrodošle, poleg seveda nenehnega delovanja NIJZ-ja, so za nas zelo pomembni seveda angažmaji civilne družbe, društev, ki obstajajo na tem področju in veseli smo seveda, da lahko na Ravnah gostimo torej to državno pomembno prireditev Onkoman, tretjič že pri nas in zato gre seveda zahvalo tudi preko Mateju Pečovniku, ki bo najbrž sam govoril kasneje, da torej smo na Ravnah oziroma na Koroški regiji zmogli takšen človeški potencial, torej da pravzaprav prireditev ni v Ljubljani, ampak je na Ravnah, na Koroškem in lahko seveda tudi z tega vidika to pozdravim. Drugače pa kot rečeno, ne glede na to nimamo neposrednih, bi rekel, nalog v družbi na področju zdravstva, so to zdravstveni domovi, so to bolnišnice, smo vsekakor zainteresirani in del naloge opravljamo tudi na področju javnega zdravja. Odlično, hvala za odgovor. Še eno podvprašanje. In sicer, takšni projekti in podobni zvišujejo tudi nekako raven kvalitete življenja v vaši občini, se pri ljudeh pokaže, da tudi je ozaveščanje višje kot v prejšnjih letih, se pravi v zadnjih 3 letih, odkar ste zadevo začeli delati? Absolutno, ozaveščanje je večje, ljudje se seveda pogovarjajo o prireditvi, ko se pogovarjajo o prireditvi, se pogovarjajo seveda o raku, se pogovarjajo o boleznih. Rak že na srečo nekaj časa ni več tabu tema, v bistvu nimaš več na nek način neke stigme družbene, če si rakav bolnik, to je že mislim, nekaj desetletij nazaj morda bilo, zdaj tega na srečo ni več in zasluga temu gre seveda tudi temu ozaveščanju, tem humanitarnim akcijam in zagotovo seveda lahko rečem, da raku ni moč ubežati, možno ga je pa seveda premagati in takrat deluje skupnost, takrat je dobro, da veš, da nisi sam, ko te najbrž ta bolezen lahko zadane, hočeš nočeš, je dobro, da veš, da tudi lokalna skupnost, tudi društvo in so s tabo na nek način, hkrati pa te seveda zdravstveni sistem skuša ozdraviti, tako da to lahko rečem, da po mojem mnenju pozitivno vpliva na naše ljudi. Super, to je lepo slišati in veseli nas, da se tudi na Koroškem to razvija, predvsem pa si to želimo tudi po celotni Sloveniji. Jaz bi mogoče dal besedo še gospodu doktorju medicine, specializiranemu urologu, gospodu Borisu Košuti, ki ste tudi predstojnik oziroma namestnik predstojnika oddelka v Slovenj Gradcu. Vprašanje pa se glasi, na katere znake moramo biti še posebej pozorni, ko je govora o raku na prostati. Ja, lepo pozdravljen tudi v mojem imenu. Znaki raka na prostati. Zelo sem vesel, da ste me to vprašali. Jih ni. Zato je to v bistvu bolezen, ki je lahko na nek način zahrbtna. O raku na prostati se zelo veliko govori, ker je to bolezen žleze, ki, ko jo zdravimo, ima negativne posledice za kvaliteto življenja moškega. To lahko pol še, če bo čas obširneje razložim. Vrnil bi se pa na odgovor. Znakov za bolezen raka na prostati ni. V splošni populaciji opažamo en fenomen, ker se o bolezni veliko govori, ni več stigmatizirana, kot je rekel župan. In ljudje zmotno mislijo, da če imajo težave z mokrenjem, se pravi po domače rečeno z lulanjem,
da je to že indic, da gre za raka na prostati. No, temu ni tako. Imamo poleg raka na prostati imamo še tako imenovano starostno nerakavo povečanje prostate ali benigna hiperplazija, ki sodi zraven k staranju moškega, isto kot sivi lasje ali pa pleša. To nas čaka vse. Rak na prostati tipično vznikne najpogosteje v več kot 95% v zunanjih robovih žleze. Sečnica, ki gre pa skozi prostato, gre pa po sredini in ko za starostjo se prostata povečuje, stiska sečnico in te dela težave z mokrenjem. Rak na prostati je sam po sebi pa nem, ti ga nimaš. Zato je pa tule ena velika diagnostična pomoč, tako imenovani PSA, prostatično specifični antigen, katerega interpretacija, če je pri moškemu povečana, je pa spet dokaj zahtevna strokovna zadeva. Gre pa enostavno za to, iz krvi lahko izoliramo ta PSA in če je povišan urolog oziroma osebni zdravnik posumi, da lahko gre za raka na prostati. Lahko gre. Tudi pri povečani prostati, nerakavi imamo, pri vnetih prostate imamo povišan PSA. V preteklosti so nekateri imeli idejo, da bi mogoče pa naredili screening na osnovi PSA-ja, pač presajalne programe, isto, ko jih imamo za raka na dojki in raka na materničnem vratu, rak na debelem črevesju. In so to dejansko začeli množično uporabljati. Kaj se je ugotovilo? Ugotovilo se je, da se je zelo veliko rakov odkrilo, se jih tudi zdravilo in da so imeli moški, tako sem prej omenil, težave zaradi zdravljenja, znižana kvaliteta življenja. Moramo vedeti, da zdravljenje raka na prostati in operativno in z obsevanjem povzroči pri moškemu uhajanje vode in potenco, vsaj do neke mere. Je to vedno prisotno. Potem to so bile zelo dolgoletno zastavljene študije, 15-20 let, in potem so ugotovili, da dejansko določeni raki na prostati moškega dolgoročno sploh ne ogrožajo. Zato se zdaj v zadnjem času urologi, ki se posvečeno ukvarjamo z problematiko prostate in raka na prostati, res držimo priporočil oziroma izsledkov teh raziskav in da določenih rakov sploh ne zdravimo več. Se pravi, moški, bom dal kar primer, moški, ki je star 80 let, ima približno 50% verjetnost, da ima raka na prostati, ki ga pa dolgoročno v naslednjih 10 letih najverjetneje ne ogroža, če je tako imenovano nizkorizičen, se pravi nenevaren rak. Jaz si malo ljubkovalno pravim v žargonu, zato da ljudje, ko se z bolniki pogovarjam, jim rečem rakec. Potem imamo pa tu srednje rizične rake na prostati, ki imajo potencial, da naredijo težave moškemu, in visoko rizične oziroma tiste, ki jih pa moramo zdraviti. In nekako je paradigma zdravljenja, odkrivanja in zdravljenja raka na prostati v moderni urologiji v tej smeri, da probamo odkriti tiste rake, ki vzniknejo zgodaj in so že agresivni. Tu obstaja enostavna priporočila, zdaj, ki zelo dobro veljajo. Na splošno se priporoča, da moški bi med 55 in pa 65 letom imel enkrat narejen PSA. Če je pri 65 let staremu moškemu PSA pod 2 nanograma na mililiter, on v naslednjih desetletjih ni ogrožen za raka na prostate, se lahko naslednji PSA kontrola naredi šele čez 8 let. Enako velja za 40 let starega moškega, s tem, da tam mora biti PSA pod 1. Ni nobene težave. Če pa imamo v družini, recimo oče in brat od očeta, raka v prostati, ki je povzročil celo smrt enega od obeh, ali pa je bil agresiven in je bil pa seveda svojc uspešno zdravljen, potem se pa priporoča že po 45 letu, da se naredi PSA. Sočasno v zadnjih 2-3 letih pa prihajajo v spredje tudi tako imenovane genetske raziskave. Da dejansko pač dokazano je bilo, da določeni agresivni raki nosijo v sebi mutacije genetskega materiala, ki se jih da identificirati, in če si ti nosilec take genetske mutacije, imaš zelo veliko verjetnost, da boš razvil agresivnega raka v zgodnejših letih, ki bo lahko povzročil smrt. Kaj pa, še eno vprašanje, pri moških, ki so mlajši, se pravi od 30 let, na koliko časa se priporoča, da se gre nekako preveriti? Mlajšemu 30 let. Tako. Mlajšemu 30 let se ne priporoča, da se raziskuje. Razen, če bi res imeli očeta, recimo, ne vem, ko je pri
let bil star, pa so mu odkrili že popolnoma razsejan rak na prostati. Potem se tu svetuje, ne toliko, mislim, ok, se naredi PSA, ampak potem se tu recimo predvsem svetuje genetsko testiranje, ki ga pa trenutno izvajajo na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. Tako očeta kot sina, da se vidi, a je on nosilec teh mutacij, ki sem jih prej omenil, in potem, če se to izkaže, potrdi, da je res, potem imaš pač, umre tak bolnik, potencialni bolnik, mlad človek, biti pod strogo urološko kontrolo. Super, hvala za informacije. In še eno podvprašanje, a ste imeli v času COVID-19 tudi enako število operacij ali je bilo to večje, manjše kot predtem? Mi v Slovenj Gradcu. V času COVID-a je bilo v bistvu slovensko zdravstvo zaprto, ker se je ukvarjalo z zdravljenjem oziroma z reševanjem življenj, ki so bile povezane z COVID infekcijo. To je v bistvu potegnilo reorganizacijo in ogromno število kadra, ki je sicer bil vključen v zdravljenje rakavih in drugih kroničnih življenjsko ogrožajočih bolezni. Govorim splošno za Slovenijo. Mi v Slovenj Gradcu moram reči, da smo držali rakav program na nivoju, čeprav nismo imeli anesteziologov, nismo imeli anestezioloških sester oziroma celotnega kadra, ki je vezan na operativno zdravljenje te rakave in ostalih rakavih obolenj. In moram reči, da pri nas v Slovenj Gradcu skoraj da nismo imeli zmanjšanega operativnega programa, kar se tiče onkoloških uroloških bolezni. Medtem ko ostala patologija, ne rakava patologija, ki jo je prav tako treba operativno reševati, je pa močno zastajala. Ampak mi smo res, Slovenj Gradec, splošna bolnišnica, oddelek za urologijo je držal onkološki program močno. Najlepša hvala za informacije, da se za sekundo preselim še na drugo stran iz strani NIJZ. Danes namesto gospe Nede, gospod Jure Ploder. Vprašanje za vas pa je, kako je statistiko obolevnosti za rakom na prostati na Koroškem v primerjavi z ostalo Slovenijo in pa kakšen je vaš pogled na projekte, kot je Krog življenja? Ja, torej najprej. Po podatkih Registra raka Republike Slovenije je v letu 2018 v Sloveniji za to vrsto raka zbolelo 1706 moških, na Koroškem je ta številka 78. Da damo to mogoče v perspektivo, če gledamo starostno standardizirano stopnjo na 100 tisoč, je bila na nivoju države 141, na nivoju Koroške pa 172. Za eno samo leto ne sme biti pokazatelj, zato mogoče malo daljše obdobje. Od leta 2000 do 2018 je ta številka znašala na nivoju države 130 in na nivoju Koroške 133 na 100 tisoč, se pravi ni nekih bistvenih razlik. Pa k drugemu vprašanju, Nacionalni inštitut za javno zdravje seveda podpira tovrstne akcije. Nenazadnje smo od začetka, odkar se organizira ta prireditev Krog življenja, smo bili prisotni na tej prireditvi. Treba je tudi povedati, da večina od teh rakov, ne samo rak prostate, ampak vseh teh 5 najpogostejših rakov, ki jih imamo danes v Sloveniji in tudi podrugot v razvitem svetu, imajo neko vzročno povezavo tudi z nezdravim življenjskim slogom in društva, kot je Onkomen in takšne prireditve seveda veliko prispevajo k ozaveščenosti prebivalstva, da bi se bolj zdravo, se pravi, da bi živeli bolj zdravo. Vsem pa sodi seveda zdrav način prehranjevanja, redna telesna dejavnost, opuščanje kajenja, ne pitje čezmerno in pa tudi udeleževanje v preventivnih presejalnih programih. Super, ravno to sem se hotel še vprašati, kakšna je ta možnost preprečitve nastanka kakršnikoli začetkov s tem, da se zdravo prehranjujemo, da pijemo dovolj vode, aktiven življenjski slog. Je to definitivno velikega pomena pri tem, a se iz tega kaj razvija ali ne? Sigurno velik pomen ima, ne moramo pa normalno izključiti ostalih dejavnikov tveganja, kot so seveda sama genska zasnova in ostali dejavniki iz okolja. Ampak sigurno glede na podatke, ki jih imamo, vidimo, da je v razvitem svetu, kjer je takšen način življenja, kot ga imamo, da so incidence na letni ravni bistveno više kot pa v ostalih delih sveta, kjer je drugačen način prehranjevanja, več telesne aktivnosti in podobno. Najlepša hvala za informacije. In še gospod Matej Pečovnik,
Za vas imamo vprašanje, glede na to, da ste predsednik društva Onkoman in da imate ogromno dela tudi z organizacijo samega današnjega in jutrišnjega dne. Me zanima, kaj se bo dogajalo v naslednjih 24 urah, kaj bodo vsi tisti, ki so danes prisotni in tisti, ki spremljajo trenutno novinarsko konferenco, lahko videli v naslednjih 24 urah. Ja, jaz sem zelo vesel, da lahko spet organiziramo krog življenja. To je zdaj, prejšnji drugi je bil kar tak mal, vedno je bil mal pod tem COVID režimom, 14 dni prej nismo vedeli, ali lahko ali ne. Letos je stvar malo drugačna. V 24 urah mi smo začeli tule z tiskovno konferenco. Jaz sem zelo vesel, da so se ti trije fantje zraven mene oziroma moški že udeležili te tiskovne konference in malo pomagali pri strokovni plati raka na prostati oziroma z incidencami. Ja, v 24 urah se bo kar nekaj zgodilo gor v parku. V 5 začnemo hoditi ekipe. Letos imamo 24 urne prijavljene. Zdaj, glede na to, da je vremenska napoved zna biti malo slaba, se bomo s kapetani ekip pač sproti odločali, ali je smotrno biti letos 24 ur na progi ali ne, glede na to, da so pač pričakovane hude padavine oziroma padavine, bomo pač po noči mogoče malo nehali, ker nam je bolj v interesu, da pridemo vsi živi in zdravi v cilj, kot pa da se nam po noči kaj zgodi. Ob 6 boste lahko v razstavišču knjižnice poslušali knjižno predstavitev Tadeje Branković z njeno knjigo Peta olimpijada. Pogovor bo vodil gospod Marjan Fortin. Ob 7, če bojo vremenske pogoji dopuščali, imamo temeljne postopke oživljanja. Ob 8 pa v šotoru pred DTK-jem začne z koncertom ansambla Rosa. To bo trajalo nekako do 10. ure zvečer. Potem ekipe nadaljujejo pot po Grajskem parku. Jutri pa začnemo, oziroma mislili smo imeti U9 turnir, ampak zaradi vremena smo ga morali žal odpovedati, bomo predstavili na drug rok. Ob 12 imamo predavanje o zdravi prehrani. To tudi ne vemo, bomo imeli v šotoru, če bo lepo vreme, bomo verjetno v parku. Pride dr. Feelgood. Ob 3 stand-up v šotoru, Gašper Bergant in Žan Papič, pa tam okrog 8 koncert Vilija Resnika. Odlično. Koliko ljudi se pričakuje, koliko ljudi se bo zbralo na Koroškem? Ja, jaz upam, da čim več. Zdaj, glede na to, da je pač vremenska napoved taka, kot je, bo verjetno malo manj, kot pa smo pričakovali. Se mi pa zdi, da je vsako leto interes večji in tudi pač ekipe kličejo, oziroma da bi bile 24 ur, ampak letos je pač tole vreme nam malo zagodilo, ampak vremena pač ne moreš naročiti, vse ostalo lahko, vremena ne moreš. Jaz upam, da se nas zbere čim več, da pač pohvalimo, mislim, da spodbudimo ta zdrav način življenja oziroma telesno aktivnost, poslušamo predavanja o zdravi prehrani in tako naprej in tako dalje. Se mogoče naučimo tudi temeljnih postopkov življenja, ki so zelo pomembni, ker včasih se mi zdi, ko se zgodi kak kolaps oziroma nekaj takega, ko nekdo neha dihati, preprosto ne vemo, kaj narediti. Na teh predavanjih se pa vsako leto naučimo, da najmanj, kar lahko narediš, največ, kar lahko ne narediš, je, da ne začneš oživljati. In meni se zdi, da so tile temeljni postopki oživljanja zelo pomembni. Da vemo, kako pristopiti k nekomu, če se zgodi, in lahko tudi na ta način rešimo življenje. Definitivno. Se mi zdi, da smo vsi, ko smo naredili vozniški izpit, šli čez to obvezno predavanje prve pomoči, izpita, potem pa nekako tekom let že malo pozabili, tako da se je dobro za vse tiste, ki že znajo, pa bi samo obnovili znanje, ali pa za tiste, ki bi se to naučili prvič. Preden bi zaključili, bi vprašal, če imamo še kakšno minuto, da mogoče še gospod, vem, da je rekel, da bi mogoče še kakšno besedo bolj podrobno o raku na prostati, če imamo čas, drugače pa... Več kot minuto. Če imamo več kot minuto? Najboljše, če imate kakšna konkretna vprašanja glede tega. Še kakšno vprašanje iz publike? Slovenjgraška bolnišnica je znana širša po obravnavi pač uroloških bolnikov. Mogoče ali dobivate tudi kakšne paciente iz tujine?
Mi smo imeli tako imenovani samoplačniški program. Povpraševanje je bilo zelo veliko, zdaj presekalo je izvedba tega programa, seveda COVID, počasi se to vrača nazaj. Imamo pa zelo veliko povpraševanje po samoplačniških storitvah z strani zavarovancev slovenskega zdravstvenega sistema, ki jih pa ne upravljamo zaradi tega, ker je to etično sporno. Koliko pa sicer obravnavate bolnikov letno, se pravi in ambulantno in hospitalno na pedagoška terapija? Ambulantno pregledamo mislim, da okrog 7000 bolnikov. Zdaj tu številke variirajo. No. Odkar je COVID, smo zmanjšali število ambulantnih pregledov, zaradi tega, ker nismo smeli več imeti nabite čakalnice, ne, kar je na eni strani pozitivno vplivalo na samo kvaliteto obravnave. Kar se tiče pa akutnih bolnišničnih primerov, imamo pa zelo veliko onkoloških operacij, povečujemo zdaj tudi neonkološki program, recimo radikalnih prostatektomij zaradi raka prostate, tako z odstranjevanjem bezgavk kot brez, naredimo med 250, približujemo se tudi 280 številki. Poleg tega, da delamo tudi ostale velike operacije na ledvicah, tudi delamo popolne odstranitve mehurja zaradi raka na sečnem mehurju. To je mogoče tema za naslednjič, ker rak na prostati je, veliko se o njem govorite, ko sem prej povedal, pravi ubijalec, no mogoče bi zdaj to izkoristil, to priložnost, pravi ubijalec urološki je pa rak na mehurju. Ki pa torej ni širše? Spadamo, ja ne, zelo pogost je, tu so še bolj pomembni vplivi okolja, recimo kajenje, nezdrav življenjski slog. Po raku prostate ni teh rizičnih dejavnikov toliko definiranih, oziroma so jih zelo veliko iskali, odkrivali in jih niso najdli. Za raka mehurja se pa dobro ve, ne. Kajenje, vdihavanje hlapljivih kemikalij, se pravi, ne vem, delo v gumarski industriji, v lakirnicah. In ko se pojavi krvava voda, velikokrat da gre bolnik do osebnega zdravnika, ja, krvava voda, kri v urinu, ki se ga vidi makroskopsko na uč, po domače rečeno, je tako imenovani kardinalni znak. In ko urolog sliši za krvavo vodo, prva stvar, ki pomisli, je na raka na sečnem mehurju, ki je, kot sem rekel, pravi ubijalec, ker ko gre pa to v globino, v mišično steno, je indikacija za odstranitev popolno mehurja, pacient mora prejeti tudi pred operacijo, kemoterapijo. In to je najbolj agresivnih rakov v mehurju. In velikokrat še vedno, nažalost, vidimo pač tipično zgodbo, pojavi se krvava voda, osebni zdravnik zdravi to z antibiotikom, češ, da gre za vnetje mehurja, je malo boljši, ni malo boljši, en antibiotik, drug antibiotik. Tak bolnik hodi nekaj časa na preglede, pol se končno naredi ultrazvok, se odkrije, da je nekaj, pa prije do nas, do urologov v Sloveniji, kjer so čakalne dobe še vedno dolge. Širše gledamo, mi probamo te bolnike takoj uvrstiti na operativni program, zato da dobimo histologijo, da vemo, za kakega raka gre, in zelo hitro zamejitveno diagnostiko, če se izkaže, da gre za že mišično invazivnega raka, in zelo hitro nadaljevati zdravljenje. Recimo Danci, ki imajo, Slovenija je skoraj pri dnu, kar se tiče preživetja po raku sečnega mehurja v Evropi. Danci so proti vrhu in oni imajo zapisano pravilo, da pri moškem, ki ima, oziroma pri pacientu, ki je opazil krvavo vodo, mora od takrat, ko je imel prvi obisk pri osebnemu zdravniku, do definitivnega zdravljenja ne sme miniti več kot 3 mesece. Pri nas je že čakalna doba v nekaterih urologijah več kot 3 mesece, da pridemo sploh do histološke potrditve, za kaj gre. Zaradi tega je umrljivost, zaradi tega raka visoka. Če smem sem še pod vprašanje, ste prav rekel, ste na Danskem do 3 mesece, kakšno je pa to stanje pri nas? Ga ni, mi nimamo pravil zaradi tega, ker enostavno urologije, ki so večje urologije, premali urologov, premali operativnih dvoran, gledano celokupno, tu je poleg ostale patologije, mislim poleg rakave patologije na urotraktu še nerakava patologija, težave bolnikov so, kakršne so, in ko se bolnika uvrsti na čakalni seznam, nažalost pač ni to nekih preferenčnih list, ne. In so čakalni seznami
pomešani z rakavo in nerakavo patologijo, čeprav vse to stanje že po večjih urologijah izboljšuje. Recimo to, kar ste prej omenili, ne, COVID, pa a smo kaj zmanjšali operativo oziroma zdravljenje rakavih bolnikov. Mi zdaj vidimo, ker v slovenjgraško urologijo hodi ogromno ljudi, ne samo iz naše regije, ampak iz cele Slovenije. Mi imamo tam jaz enkrat analizo delo, približno 40 do 45% iz naše regije, ostalo vse iz ostale Slovenije. In zdaj zaradi tega, ker je v COVID krizi stala celotna diagnostika teh rakavih obolenj, vidimo zelo veliko recimo zamojenih rakov. Vidimo napredovale rake prostate, tudi napredovale rake sečnega mehurja, napredovale rake ledvice. In to so pač vse posledice te krize. Še eno pa vprašanje, kakšno je vaše mnenje oziroma kaj mislite, da bi bil zelo dober načrt pri pridobivanju novih urologov in ali pa vsaj tisti, ki si želijo iti v tujino, jih zadržati na slovenskem trgu in nekako zmanjšati to čakalno dobo in preprečiti verjetno tudi marsikatero smrt oziroma širjenje raka na... Čisto konkretno, urologija kot veda, zelo zanimiva veda, praktično med študijem, vse takrat, ko sem študiral na medicinski fakulteti v Ljubljani, je bila zelo slabo predstavljena. Bilo je malo nekaj predavanj, pa en kolokvij pri kirurgiji, potem pa to niti ni bilo predstavljeno. In tudi zdaj, ko vidim, ko prihajajo nekateri, ki so slišali za slovenjgraško urologijo, do nas že kot študentje, kar me zelo veseli, so zelo navdušeni nad tem in so rekli, mi smo skozi cel študij mislili, da je urologija samo ustavljanje tistega katetra, cevke, pa več kaj ni tu pa vidimo, kaj vse se dela, kako široko področje je urologija. Tako da sprememba kurikuluma, malo več poudarka že pri mladih. Po drugi strani je pa tule vprašanje čisto splošno, kaj narediti to, kar je rak rana zdravniškega sistema. Zdravniški poklic narediti atraktiven, ne da zdravniki, ki delamo, dobro delamo, da izgorevamo v tem sistemu, ker ni možnosti nagrajevanja. Polagam neke upe zdaj v prihajajočo vlado, da bojo kaj spremenili, čeprav mislim, da so obeti slabi. Koliko vas je urologov v slovenjgraški bolnišnici? V Slovenjgradcu je trenutno 6 specialistov, pa 2 specializanta. Kaj pa v celotni Sloveniji, če imate številko? Zdaj trenutno je pa, nimam več, ker nisem več tajnik Združenja urologov Slovenije, tako da bi mogel mojo mlajšo kolegico vprašati. Ampak zadnjo številko, ko sem jo imel, je bilo povprečje, bi mogli takoj zaposliti od 150 do 200 specialistov urologov, da bi prišli recimo na povprečje od Nemčije per capita na 100 000 prebivalcev. Ja, upamo, da bodo dogodki, kakor je krog življenja in podobni, pripomogli k temu, da se tudi nekako urologija spravi na to vejo, da bo atraktiven poklic in predvsem, da ga bojo tudi na medicinski fakulteti dobro predstavili. Jaz predam še besedo, če ima kakšen izmed kolegov novinarjev vprašanje. Jaz bi sem še vprašala, se pravi ta hoja danes, ki se začne, je tretjič na Ravnah. Tretjič na Ravnah, ja. Kaj ima neko tudi humanitarno not v smislu zbiranja sredstev? Ja, letos imamo sponzorja pri zavarovalnici Merkur in če bomo ekipe dosti pridne, bomo s pomočjo zavarovalnice Merkur donirali letno vsoto za glasbeno terapijo za junake 3. nadstropja. Junaki 3. nadstropja so pa otroci, ki se zdravijo za onkološkimi boleznimi in tale glasbena terapija je pri njih zelo lepo sprejeta oziroma kaže lepe rezultate. Kaj pomeni, če boste pridni, ali če boste uspeli 24 ur misliti? Ne, če bomo prehodili dovolj korogov. Aha, sem slišala prav, da ste rekli 4 ekipe. 24-urne ekipe smo prijavljene. Koliko je to ljudi? Ja, Vrtec Ravne jih ima 23 v eni ekipi. Tako da Vrtec Ravne letos se je pridružil z nami z 23 ljudmi. Tako da une bojo hodile vsaka po 1 uro, nas je pa malo manj, tako da mi ostali bomo mogli biti pa malo bolj pridni. Vrtec Ravne, torej vzgojiteljice? Vzgojiteljice. Kaj ostale ekipe, malo manj, kaj to pomeni? Malo manj članov. Koliko recimo? Ja, pri nas jih je 6, tako da vsak 4 ure. Aha, one se bojo v bistvu izmenjavale, pa vsaka torej krajši čas. Vsi delamo približno tako je. Jaz bi zelo rad bi videl, da bi tudi koroška podjetja počasi pristopila k tem projektu, ker to lahko promoviraš tudi zdravje na delovnem mestu, ker tale projekt ima vse, ima predavanje o zdravi prehrani, promovira zdrav način življenja, promovira gibanje
In zelo rad bi videl, no, da bi naslednje leto, ko bo spet krog življenja, da bo, ne vem, eno podjetje iz Ravn naredilo 24-urno ekipo, pa nam malo pomagalo pri nadaljevanju naše zgodbe. Je pa dr. Košuta že nakazal, kaj bo, oziroma dal en predlog, kaj bo verjetno tema naslednjega kroga življenja. Super. V takih letih je pa bil kjer rak izpostavljen? Prvo leto smo imeli rak na pljučih, lani, oziroma ne. Lani so bila moda. Moda, pljuča, prostata, mehur naslednje leto. Ko sem jaz postal predsednik, jaz zelo rad vidim, da so pač določene stvari oziroma znaki, sicer zdaj dr. Košuta rekel, da znakov raka na prostati ni, najlepša hvala. Mi na društvu bi radi videli, da so vsi ti znaki, kar se tiče moških onkoloških bolezni, da so nekje zunaj. Da ne vem, moški, ki ima en znak, ne vem, neke bolezni, ne vem, da huja, pa da ima še en drug znak, da bi šel do osebnega zdravnika pa vztrajal, da se ga pregleda. Ker to je res, ne vem, če ignoriraš te znake, pač stadiji rastejo in vsak stadij višji je pač težje ozdravljiv. Jaz sem bil onkološki bolnik pred 19 leti, jaz sem imel to srečo, da sem raka opazil v drugem stadiju. In zaradi tega sem še danes tu in hočem pač pomagati drugim, da bi pač drugi tudi gledali na svoje zdravje. Jaz sem vprašala, mogoče glede na to, da pravite, da nekih znakov ni, kaj bolj svetujete v tem kontekstu, zdaj mislim moškim oziroma jaz sem za nalašč zadev radikalno relativiziral, češ da jih ni. Težave z mokrenjem se lahko pojavijo tudi pri raku na prostati, ampak to je v napredovali fazi. To sem hotel pač povedati nekako enkrat za javnost, da se ne ustraši, ker vsak moški, ko začne po noči hoditi lulat, malo bolj pogosto lulat, misli, mogoče imam pa raka na prostati. Najbolj pomembno je, da ko se v teh referenčnih ambulantah ugotovi povišen PSA, če imamo v družini raka na prostati, da gre tak moški pač k urologu na pregled, kjer bo deležen pač potipanja prostate, če se rak nahaja v tej zadnjem delu prostate, ki je na dosegu prsta, mi zelo hitro vemo, zakaj gre, potem je treba narediti punkcijo in glede na izvide histološke te punkcije ustrezno zdraviti. Kaj se da narediti pri raku prostate, da ga ne bi dobili, praktično ni ene stvari, ki bi rekli, to deli ali pa tega ne deli, pa boš fejst znižal možnosti, tako recimo pri raku pljuč. Prenehi kaditi, ne kaditi. Tako sem rekel, zelo veliko študij je bilo narejenih, pa nobena ni pokazala. Kar je bilo meni malo bolj mogoče zanimivo je to, Francozi, ki zelo radi pijejo dobra vina, so dokazali, da ima povezava med uživanjem rdečega vina, ki ima zelo veliko koristnih snovi nekako v obliko za incident raka na prostati. Se pravi, če ga ne pijemo, nič, imamo povišano stopnjo, kot če ga v zmernih količinah in pol, če ga spet preveč pijemo, je spet povišana verjetnost, da ga bomo dobili, U-shaped. Pa še mogoče ena zanimivost, to je bila dejansko študija, ki je prišla v smernice Evropskega združenja za urologijo, da oni omenijo neko študijo, mora biti res dobro zasnovana, zdela se mi je zanimiva, dokazali so, da lahko znižaš verjetnost, da dobiš raka na prostati nekje za 20%, če moški več kot 27krat na mesec ejakulira. Kakorkoli. Torej, se pravi, v mejah normale ta PSA, ste rekli do 1 oziroma do 2, a ta nizek PSA? Ne, tisto 1-2 sem omenil glede na starostne stopnje. Referenčna vrednost, ki jo dobijo vsi zdravniki, ko naredijo PSA, je do 4. Interpretacija PSA, a ima moški raka na prostati ali ne, je spet čist posebna entiteta, posebna veja, ker je rak na prostati dejansko nima, če bi gledali graf, število rakavih bolnikov glede na višino PSA, oziroma število rakavih bolnikov glede na PSA, ti nimaš do 4 nič
Tu ne bo rakov, od 4 naprej se bodo začeli raki. Tudi pri nizkih vrednostih lahko imaš ti raka na prostati. Jaz sem glih zadnjič operiral enega gospoda, ki sem mu pri PSA 0,75 na prostati nekaj zatipal, pa sem rekel, bomo biopsijo naredila, pa je prišla skoraj v celoti preraščena prostata z rakom, sem ga operiral, bez gavke odstranil, je v redu, onkološko. Zato To pravim. sem želela vprašati. Ja, torej, Ja. če nizek rak Ne, mi kot take paciente sledimo, ki so izpostavljeni nekem večjem riziku zaradi stvari, ki sem jih prej omenil. Za nas je bolj pomembna dinamika. Podvojitveni čas PSA, koliko na leto se dvigne PSA, ampak se pravim, to so že take subspecialistične urološko-onkološke zadeve, da to rabi pač urološko obravnavo. Osebni zdravniki, kolege, ki so obremenjeni, ki morajo celega človeka nekako poznati od glave do pete, se s tem ne morejo ukvarjati. No. Še kakšno vprašanje? Gledate mogoče na osebne zdravnike, da se, ne vem, malo hitreje reagirajo v tem primeru, če pravite, da se večkrat kar zdravi z nekimi... Rak sečnega mehurja. Težko je zaradi tega, ker na čakalne dobe recimo za urološke preglede so dolge in potem osebni zdravniki seveda so nekako tudi osebni dilemi, strokovni dilemi, kaj zdaj narediti. Če dam napotnico, bo on čakal dolgo, jaz moram nekaj narediti, jaz moram nekaj zdraviti. To je treba pač razumeti. Kar si mi želimo je, da bi mogoče neka predavanja se organizirala, kjer bi pač urologi ozaveščali, predvsem kolege, splošne zdravnike, kaj in kako ob teh, mi temu rečemo, hematurijah, ne, pojav krvi v vodi, kaj in kako narediti. Ravno to sem hotel prej vprašati, koliko so pa, se pravi, vaši kolegi, splošni zdravniki podučeni v tem in ali je to zdaj samo, to ni moje področje, pošljem naprej specialistu, ali so neki primeri, ki znajo tudi rešiti zadevo, oziroma saj do te mere presoditi, a je to zdaj res za nujno, podnujno. Glejte, osebni zdravnik mora poznati praktično celega človeka. Eni so bolj ozaveščeni, eni manj, eni se bolj posvetijo temu, drugi manj. Kar bi si res, jaz se želel, mogoče, če bo to kak osebni zdravnik slišal, je, če zdraviš bolnika z krvavo vodo, ki ni imel laboratorijsko še ob takrat, ko je imel krvavo vodo, evidentno povišanih parametrov vnetja v krvi, tudi v urinu, urin sorazmerno čist, ker ko imaš ti vnetje, imaš vnetne celice tudi v urinu, vnetni pokazatelji v krvi so visoki, pa je imel krvavo vodo, ne takega zdravnika, ne takega bolnika zdraviti z antibiotikom. Ker hemoragični cistitis, to je vnetje sečnega mehurja, kjer pride do krvavitve, mora imeti zraven povišane vnetne parametre. In če tega ni, ne to zdravite z antibiotikom, magari napište napotnico podnujno. Za urologa, jaz osebno, pa tudi moji mlajši kolegi, imamo recimo zelo nizek prag za tako imenovano cistoskopijo, ker ko mi vidimo hematorijo, mi naredimo cistoskopijo. Če je izključen nekak bil infekt, ker v infektu ne smeš kamere not v mehur ustaviti, naredimo cistoskopijo, pregledamo mehur in vidimo, kaj je. Je pa tudi zelo dobra neinvazivna metoda ultrazvok, ker če imaš ti v mehurju tumorček velik 1 cm, je ob dobro razpetem mehurju specifičnost oziroma senzitivnost 100%. Se pravi, če bo imel bolnik 1 centimetrski tumor v mehurju, ob tem, da bo dobro razpet, se pravi, da bo bolnika dobro tišalo na vodo, medtem ko bo ultrazvočist specialist radiologije pregledal mehur, bo tisti tumor noter videl. 1 centimetrski tumor je dobro rešljiv in je še nenavaren. Tako da napotnico za ultrazvok. Še mogoče zadnje podvprašanje in sicer v primeru, ne vem, kjera je tista stadij, ko nekako že vidite, da je prepozno in kakšna je stopnja oziroma procent umrljivosti in koliko je to v bistvu zahrbtna bolezen. V kolikšni meri, v kakšnih procentih lahko zadevo rešite in do kjerega stadija so zadeve rešljive in v kakšnih procentih. A za rak sečnega mehurja? Tako, ali pa za, mislim, lahko tudi, če imate kakšno drugo statistiko, tudi kakšno drugo. Umrljivost raka sečnega mehurja, če je mišično invaziven, je še vedno v Sloveniji nad 75% v roku 5 let. Nažalost. To je spet odvisno od tega, koliko dolgo je ta
bolezen trajala, da je bila, koliko je lokalno razširjena in nasplošno, kakva je splošna forma bolnika, ko pride do nas, pa ko začnemo zdraviti. Ker če je bolnik sposoben prijeti pred operacijo, pa tudi po operaciji, še kemoterapijo, ima veliko boljše možnosti, kot pa če ne. Dokler so pa to bolezen omejena na sam mehur, da bolezen še ni začela zažirati noter v mišico sečnega mehurja, se pa to z operacijami in tudi z dodatnim zdravljenjem določenega zdravila v mehur da dobro imeti pod kontrolo. S tem, da ko je bolezen v onem stadiju pred mišično invazijo, mi temu rečemo T1 in če gre za high grade karcinom sečnega mehurja, potem vemo in se bojimo dveh stvari. Eno je tako imenovan recidiv, se pravi ponovitev bolezni, za katero vemo, da se bo tudi tam okrog 75 do 80% v 3 letih spet ponovila. Ta druga stvar, ki se pa bolj bojimo, je pa progres, se pravi napredovanje iz T1 bolezni nastane T2. Okay. Mogoče še vprašanje za gospoda Mateja. Glede na to, da ste bil onkološki bolnik in da ste to nekako dalj čez predelali, me zanima, kakšno je vaše, na koliko časa morate vi imeti kontrole, kako poteka zdaj vaše življenje, imate še kaj strahu pred ponovnim, če smemo vprašati, kakšno je vaše stanje na celotno zadevo in kako ravnate vi, da se nekako probate izogibati nadaljnjim ponovitvam? Ja, jaz nimam več kontrol. Jaz sem imel leta 2003 diagnosticiran Hodgkinov limfom in po 5 letih so mene iz onkološkega inštituta odslovili kot nekoga, ki je ozdravljen. Je pa res, da hodim pa v ambulanto za sledenje tisti, ki so bili pač mlajši bolniki in pač jaz imam na leto še vseeno obisk onkološkega inštituta in tam naredim pač vse potrebne preiskave, da je vse ok. Kar se pa tiče recepta za to, da sem tudi 18 let oziroma zdaj teče že 19 let še tule z vami, ga pa ne znam povedati. Jaz sem bil verjetno eden izmed tistih srečnežev, ki je pač v pravem trenutku odreagiral tako, kot je. Bil sprejet na onkološki inštitut, kjer so mu najprej z operacijo, potem z kemoterapijo in na to z obsevanji poštimali stvar in zdaj pač živim normalno življenje. Rad kolesarim, rad grem na sprehod, pač izogibati stresu, včasih se to ne da. Ampak pač take stvari, ki so pač potrebne, da je naša glava na frino, da ni preveč obremenjena in to je to. Ja. Mislim, da smo pri čistem koncu, mogoče še spremna beseda za vse tiste, da se povabi jih, da tiste, ki mogoče so razmišljali, da bi prišli, pa niso še čisto 100%, da se jih povabi, da pride, da se nekako zavest, pa da je nekako vabilo za na konec kroga življenja in da ozavestimo še vse tiste, ki bi danes mogoče prišli, pa se sprašujejo, če je vredno zaradi slabega vremena ali počakati na jutri ali ne. Ja, v mojem imenu oziroma v imenu Društva Onkomen ste vsi vabljeni, da se pač udeležite aktivnosti oziroma prireditev, ki spremljajo tale krog življenja in upam, da se vidimo v čim večjem številu, pa da bomo jutri ob 5 vsi spočiti pa živi in zdravi. Je še možno se prijaviti za, se pravi, hojo danes ob 5 ali so že prijave zaprte? Prijave niso zaprte, ekipe lahko pridejo tudi posamezniki, mi bomo vsakega veseli, hvaležni, da pride, ker pač naš namen je, da se pač čim več ljudi začne pogovarjati o tem oziroma da pač čim več ljudi zve o tem, da rak ni več tabu tema oziroma da nas v Sloveniji že kar nekaj čez 100 000 živi in normalno hodi v službe, normalno gre s kolesom v strojno in to je to. Odlično. Najlepša hvala, rad bi se zahvalil gospodu Juretu Ploderju iz NIJZ, gospodu Mateju Pečovniku, predsedniku Društva Onkomen, Borisu Košuti, doktor medicine, specialistu urologu in pa namestniku predstojnika oddelka v Slovenj Gradcu in pa gospodu doktorju Tomažu Roženu, županu občine Ravne na Koroškem. Hvala tudi vsem novinarjem, ki ste danes z nami in upam,
da se vidimo v čim večjem številu tudi na pohodu in pa potem na vseh ostalih prireditvah.